nikako ni bilo take družbe danes. Lepo. Drage Prevaljčanke in Prevaljčani in drugi, dobrodošli na božično-novoletnem koncertu Pihalnega orkestra Prevalje. Danes je za nas Pihalni orkester zgodovinski dan. Pihalni orkester Prevalje namreč danes prvič v svoji 108-letni zgodovini na božično-novoletnem koncertu nastopa pod žensko komando. Predstavljamo vam dirigentko Sašo Muller. Saša Muller je magistrirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer glasbena pedagogika in že v glasbeno šolo za flavto je končala naravna, izobraževanje na področju flavte je nadaljevala z obiskovanjem masterklasov. Med študijem glasbene pedagogike je končala 6 letnikov solopetja, 7 let je bila pomočnica dirigenta v Pihalnem orkestru Rudnika Mežica, že 4 leta se izobražuje v dirigentski šoli. Skratka, Saša Muller ni po župci pripravljala, čeprav je še zelo mlada. Veseli smo vas na Prevaljah, dobrodošli, Saša Muller, še enkrat. No, potem, ko pa Saša Muller prevzima taktirko Pihalnega orkestra Prevalje, bi se radi zahvalili tudi našemu dosedanjemu dirigentu. Niso ga nagnali nasprotno, zelo zadovoljni so bili z njegovim delom, ampak zaželel si je malo razbremenitve in po dolgih prošnjah so vre ugodili. Od leta 2001 pa do danes je samo 2-letno prekinitvijo Pihalni orkester vodil gospod Davorin Jevšnikar. Hvala, Davorin! Veste, kako olajšano se je nasmehil, zdaj ko ima več Pihalnega orkestra na grbi. Za začetek so nam zaigrali nekaj irskega, to je bila skladba Lord Turandot. V nadaljevanju pa bomo slišali nekaj klasičnega. Zaigrali nam bodo Straussov Kaiser, Walzer, tako da bodo v nas priklicali spomin na 1. januar, ko poslušamo tradicionalni koncert Dunajskih filharmonikov, jemo sarmo, vmes pogledamo kakšen skok novoletne turneje, vzamemo kakšno tabletno proti glavobolu, zaradi dolge silvestrske noči in tako dalje. Pihalni orkester Prevalje za nas igra Kaiser, Walzer.
slišali zdaj, kaj dela ženska roka za orkestrom? Zato je z nami tudi prevajalski župan in zdaj ga z veseljem povabimo k besedi. Dr. Matic Stasič, izvolite. Spoštovani, lepo pozdravljeni vsi v dvorani danes na tradicionalnem božičnem novoletnem koncertu našega finalnega orkestra Prevalja. Spoštovani člani, hvala za vse prilepe melodije, ki nam jih vsako leto v božičnih novoletnih praznikih poklanjate za božička. Vsem skupaj želim uspešno, zdravo in srečno novo leto, lepe božične praznike in veliko želja, uresničenih želja in ciljev. V naših srcih praznuje tudi domovina teh dneh, zato vam ob prazniku domovine iskreno čestitam. Torej, lepe božične praznike in vse dobro v novem letu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan. Po klasičnem začetku pa pihalni orkester zdaj nadaljuje v pop-rock stilu. Zaigrali nam bodo popularne, že skoraj zimzelene uspešnice skupin Coldplay in Bon Jovi. Coldplay je angleška, Bon Jovi pa ameriška skupina. Ime Bon Jovi so dobili po osebnem imenu kar glavnega v tej skupini, Johna Bon Jovija. Mama Johna Bon Jovija, Carol Sharkey, je bila znana kot ena prvih playboyevih zajčic. Njegov oče pa je bil frizer. Ampak, če si predstavljate čupo Johna Bon Jovija, veste, da nikaj prida njegovih frizerjev. Za vas igra pihalni orkester Prevalja.
Bravo, orkester. Iz rokovskih bomo zdaj šli v pop ritme. Orkester nam v naslednjih minutah zaigral venček skladb angleškega, britanskega superzvezdnika Robbija Williamsa. Robbie Williams je že pri rosnih 16 letih postal član zasedbe Take That. Se spomnite tega, takrat smo bili še mladi. Potem pa je šel na samostojno pot in hitro postal superzvezda. Robbie Williams se v prostem času zanima za paranormalni svet, neznani leteči predmeti in druge paranormalnosti. No, tudi sam ni imel bog ve kako normalnega življenja, kokain, ekstazi pa tako. Vse do pred 10 let, ko pa je v njegovo življenje vstopila Ida Field, lepa kot slika. Poročila sta se, imata dva otroka in takrat je Robbie Williams priden fant. Če pa ne bi bil, pa mi itak ne bi igrali njegovih pesmi. Po več o Williamsovih pa nam bo orkester zaigral kultno skladbo skupine Queen z naslovom Bohemian Rhapsody. Napisal jo je pokojni Freddie Mercury in je bila prvotno objavljena leta 1975. To je posebna skladba. Prvič zato, ker nima refrena, kar je neobičajno za pop skladbo, in tudi zato, ker je sestavljena tako, da je en del jo pojejo a cappella, en del se sliši kot heavy metal, potem en del spet skoraj kot opera, skratka res kultna skladba. V izvedbi pihalnega orkestra Prevaje bo še posebna, tudi zato, ker bo solo na trobenti igral Simon Čepulc. Pihalni orkester Prevaje nam špila Robbija Williamsa in Queene.
Bravo orkester, bravo Simon Čebulc. Vsaka trobenta si želi, da bi na njo zaigral tak mojster, ampak Čebulc pa igra sam na svojo. Zdaj pa gremo na božični del koncerta, tudi tako po skladba. Zaigrali nam bodo skladbo pokojnega kralja popa Michaela Jacksona z naslovom Heal the World. Izboljšajmo svet, pozdravimo ga, naredimo ga lepšega za mene, za tebe in za vse ljudi. Ljudje umirajo, zato dajmo se potruditi za življenje, naredimo svet boljši zate in zame. Tako nekako zveni refren te pesmi in prevodu. Čeprav Jackson te skladbe ni pisal za božič, niti za božične potrebe, je še kako primerna za ta čas, ko si v spomin prikličemo res najlepše želje in si jih radodarno izrekamo drug drugemu. Na to skladbo je bil Michael Jackson najbolj ponosen od vseh svojih uspešnic. Za Heal the World pa nam bo pihalni orkester pod vodstvom dirigentke Saše Boler zaigral še božično klasiko Rudolph the Red-Nosed Reindeer v rdečenosem severnem jelenu, ki je na čelu kolone severnih jelenov, ki vlečejo božično sani. Rudolf pa jim svojim rdečim nosom nakazuje smer do dobrih ljudi. Poslušajmo.
take face so, no? Največja letošnja pridobitev Pihalnega orkestra Prevalje niso novi inštrumenti. Tudi note ne, čeprav so tudi te pridobitve zelo pomembne. Ampak največja letošnja pridobitev Pihalnega orkestra Prevalje je prav gotovo nova dirigentka Saša Uler. Kje imamo šopek za dirigentko? Ko bi vi vedeli, kakšna bitka je bila za to, kdo bo dirigent, ki izročil šopek. Potem so pa otroka izbrali. Z darilcem pozornosti pa bi se radi zahvalili tudi pridnemu, prizadevnemu in povezovalnemu predsedniku Pihalnega orkestra Prevalje, gospodu Darku Evšnikarju. Darko, tudi za tvoje darilce je bilo veliko kandidatk. Tako, in smo že skoraj pri koncu koncerta. Hitro je minilo, kaj ne da? Kratko, a sladko. Za konec nam bodo zaigrali Silvestrski poljub. To skladbo so prvič predvajali na Silvestrovo leta 1971, točno ob polnoči v silvestrski oddaji nacionalne televizije. Pihalni orkester nam jo bo zdaj zaigral, vi pa ste vabljeni, da zapojete zraven. Če se boste izkazali, predsednik Evšnikar obljublja, da pride naslednje leto na božično-novoletni koncert Alfi Nipič, pa nam on zapoje silvestrski poljub. Tako da dajmo se poslediti. Želimo vam vse dobro v novem letu, jutri pa prijetno praznovanje Božiča.